Demenca je težka, resna bolezen, a človek zato izve od blizu šele takrat, ko dobi diagnozo. Kako je bilo pri vas, ko ste izvedeli, da vas bo ta bolezen spremljala skozi življenje? Za kakšne prijeme ste se odločili, da živite to življenje res kakovostno, polno in da sobivate z boleznijo čim manj moteče? Ja, to je, kar se je začelo, si mislil, da to ni nič, da je to pač, da si malo zmeden, pa tako da, ampak nisem pomislil na demenco. No, ampak pa se je to malo zmeraj hujš bilo, mislim, ne da je bilo hudo, ampak počasi je bilo zmeraj slabše. No, pa sem šel pa na zdravniku, in pa so tam nekako ugotovili, in pa sem to sprejel, ampak se tista začetna ni tako huda, si še zmeraj čisto v redu, samo veš, malo razmišljaš, kaj te čaka, in zdaj jaz sem takoj pomislil, kaj moraš delati, da bo to počasilo, in seveda nisem se zaprl vase ali pa, da bi družbo svoje prijatelje, da ne bi hodil, V bistvu sem še bolj se družil, še bolj. Res pa je, da imam take prijatelje, da v bistvu so zelo dobri, pa tudi razumejo to in tudi vejo, da vsak lahko to dobi, in še zdaj jadramo skupaj, tenis igramo, družim se, v šestici se dobivamo vsak. In jaz mislim, da to ogromen pomen tistemu, kar ima demenca. Jaz si ne znam predstavljati, če ne bi tega bilo, da bi jaz doma čekal, jaz bi bil veliko slabši. Tako pa, da nisem, tako pa tudi veliko govorim in tudi smejimo se zaradi tega, ker je toliko teh vicev pa to, Tako da res pa je, da je tu sreča, ker smo jadračni, zmeraj nekako pazijo na me, če gremo v mest, zmeraj, ker jaz imam to orientacijo slabo. Tako da grem zmeraj z družbo in oni zmeraj pazijo, da nam kam zašel. Razumevanje demence je dejansko bistvenega pomena, imeti dobro družbo in podporo prav tako. A človek mora v sebi ohraniti tudi duha, ustvarjalnost in to vztrajno počnete, kaj ne? Ja. Med drugim tudi slikate? Tudi slikam, sem zdaj že manj, pa ne zaradi demence, ampak en čas sem izredno dobro slikal, tudi karikature, vse. Zdaj se mi pa malo slabša, pa nimam tazga vesela, ker se jezim sam nase, kako da sem uno sliko tako lepo naredil, zdaj pa ne morem. Ampak zdaj sem rekel, zdaj moraš vseeno delati to. No in zdaj sem spet malo začel. Tudi če bojo malo slabše, pa sem začel malo tako abstraktne delati. In sem izredno, vsaj meni so bili všeč take abstraktne, no podoben temu, take stvari. Pred koliko časa pa ste dobili diagnozo? To je pa moja zdaj že, če sem jaz zdaj 70, po moje tam pa 64, nekaj takega. Lahko da je bilo že prej, pa da sploh nisem vedel, ker jaz sem itak malo bil umetniški, pa tako, da sem kakšne neumnosti govoril, pa tako smo se smejali. Ampak bolj je bilo to, ker si šel nekam, pa si se zgubil. In takrat sem jaz začel, da je to nekaj, saj sem že stokrat šel po tej cesti, pa kaj, zdaj pa ne najdem. Takrat sem najbolj. In tudi še zdaj imam najhujšo to orientacijo. Jaz se lahko tako pogovarjam, ampak da pa mene nekaj pustijo, se ne najdem. Da je srečno to, da so te telefoni, da je štart, pa cilj, pa to. In s tem, drugače pa jaz doma večje, ko bi se bal, se bi se gubil. In kaj polagate na srce mogoče komu drugemu, verjetno mnogim drugim, ki bodo še prisiljeni se soočiti s to diagnozo?
Ja, jaz pravim tako, ne smeš se od začetka, že od začetka se ne smeš ustrašiti, ker si še kar v redu. Zakaj bi zdaj se tako rekel, da je zdaj nekaj groznega, če si še zmeraj čisto v redu, so pa neke napake, ne. Ampak če ti veš, ne, ali pa eni, ki se pa pravijo, da niso bolani, pa so, ne. In ti se še hujš, da on sebe prepričuje, da on je v redu, ne. In to ni, ti moraš sprejeti to in ko spreješ, pa se tudi drugače obnašaš, pa tudi ne greš nekam, ker veš, da boš težko, ne bo se pametnega delo, no. In od vsega začetka moraš to gojiti, ne, te stvari, ne. Pa seveda druženje je zelo veliko, če ima te prijatelje, zdaj lahko da kakšne dobi, ki nočejo, ne, tiste malo naroda, ne. Ampak vse v začetka itak nisi, ne vem kaj, si čisto v redu, še bolj mogoče zasmejati je še boljše. Pol kasneje pa verjetno je pa itak treba drugače. Počas se slabša, no. Ampak nobene stvari ne opustim, nič, tenis igram, vse je vntaj. Ampak povsod v ene družbe, nikoli ne grem sam. Zato sem se pa takoj vklopil takrat v ta društvo teniško, tako starejših, tam 60-70 to, ne. In to dvakrat na teden igramo in to, in vsi se, z vsemi se razumemo, nič. Tudi hecamo se od ne. Pa vsak ta drug pa vse, jaz imam tudi že malo, pa tako, ne, vsi se sami smejijo. Tako da se pravi, neke pozitivne stvari so, da to držiš, da vem pa, da enkrat bo pa, saj takrat bom pa itak v nek dom šel, ali pa kako, ne. Da imam malo težav, ker sem sam v stanovanju, to me je tudi, to me je malo težko, ne, ker moraš vse sam, ne. Ampak zdaj sem že toliko star, da verjetno enkrat mogel en dom imeti, ne. Tako. Ampak zdaj enkrat se pravim, je počasno, no. Kar naj tako ostane, kaj ne? Ne naprej počas hod, ker itak ustave se ne bo. Samo da gre počasno.